teh, ki smo tukaj že zelo, zelo dolg časa. Ne? Recimo v tem času, ko je moj oče bil od leta 66, ne, je samo par še, ki smo. Veš kaj, ni se dobro tle preveč navezati na kakšne, ki se hitro menjajo, pa žalostno. Eni so pa konstante, so že tle, odkar sem tle ali pa že dlje, ne, so neki tle lokalov, ki je v bistvu soseden ima tam letnico, je deloval do 1889 neprekinjeno do par let nazaj, frizerski salon. Ne, tako da ona dežnikarca, ta zlatarstvo tle sta za tu 2-3 generacije. Tako da teh nas je malo. V teh letih smo se pač postarali, pogovarjamo se, probamo se prilagajati trgu, strankam. Borimo se za vsakdanji kruh. Dober dan, jaz sem Marija Lah in sem dežnikarica. Živjo, sem Hana Šar, v bistvu sem lastnica lokala Abi Falafel in ga hkrati tudi vodim. Sem pa rojena v Sloveniji, čeprav je moj oče Palestinec, mama pa je Slovenka. 2 noge, 2 roke, pa ena trgovina. Tako, ne vem, kaj bi rekel, kaj 30 let sem že tle, na tej Trubarjevi 30 let delam, ampak pojma nimam, kaj bi vse, vedno sem bil zbiratelj, to moraš imeti, po mojem mišljenju, če ćeš biti starinar, moraš imeti to vse. Da neko redovednost, pa kupčkanje, hrčkanje, nekaj, da zbira skupaj, ne, minimalisti meni sploh niso interesantni, ker on ima eno sliko v celi hiši in konc, ne, mi rabimo one, ki hoče vse prostorčke zapolniti in mi smo tudi taki, starinarji sigurno. Moj oče je leta 1966 odprl to delavnico na Trubarjevi 13 kot 5. dežnikar v Ljubljani. 89. leta sem uradno odprl podjetje Carniola Antika, se v Jugoslaviji. Prej sem se pa tudi s tem ukvarjal, tako z zbiralstvom, pa tudi prodajal to kot hobi, ne, ker ni bilo drugače možno na teh sejmih raznih pa tako. Abi Falafel smo ustanovili pred 15, zdaj bo kmalu že 16 leti. Začeli smo v manjšem lokalu, na isti hišni številki, kakor smo danes, samo par metrov stran. Tukaj na Trubarjevi 13 z dežniki praktično počnemo vse. Pri dežniku se da pokvariti vse in temu primerno jaz na dežniku lahko tudi zamenjam vse. To pomeni ročaj, palica, novo blago. Potem iz starih dežnikov recikliram, delam nakupovalne vrečke. Skratka, dežniki in senčniki, to je moja edina preokupacija tukaj. To je to. Sem šel jih malo prejle brskati, pa tam kva Lonely Planet, pa taki pišejo, da imamo vse. Ne, če oni že vejo, ne, nisem starine, ne, ampak na obdobje nismo toliko specializirani zato, ker je tudi tržišče majhen, pa potem pač, kar pač dobimo, pa kar ljudje povprašujejo, neka kombinacija tega je možnega povpraševanja, ne pa kar se najde, ne, najde se pač v glavnem te lokalne stvari, ne, umetnost, starine in tako naprej. Kot sem dejala, je moj oče Palestinec, od tod tudi ideja po predstavitvi arabske kulinarike oziroma nasploh kulture v slovenskem prostoru. Od nekdaj smo si želeli predstavljati falafel tudi pač slovenskemu narodu. Čeprav noben od nas ni niti gostinec, niti kuhar, smo se nekako pogumno odločili za ta korak. Moj oče je izbral poklic in sicer na tak način, šel je za vajenca, to je bilo leta nekje po vojni, on je prišel iz otoka Krka, tako rekoč bos in gol bi v tistih časih rekel. Ni znal ne pisati, ne brati, rodil se je leta 1933, pa računajte, star je bil 12-13 let, ko je prišel v Slovenijo. In se je mogel odločiti za nek poklic. Najprej so ga hecali, da bi bil krojač, pa se tam ni našel. Potem pa so v tovarni Dežnik v Šiški v Ljubljani rabili vajence in so ga vzeli. Potem je bil zelo priden, od metle naprej se temu včasih rekli.
in je postal do tehničnega direktorja. Iz tiste pozicije pa se je odločil, da gre na svoje in odprl leta 1966, kot sem rekla, svojo delavnico. Moj oče je začel ta biznis, zelo kmalu, že po mesecu ali dveh, sem se priključila tudi jaz. Jaz sem tukaj od leta 1991. Pristala sem v delavnici zgolj z enim razlogom, ker moj oče je dobil zelo hudo sivo mreno, ni več videl in je rekel: draga moja hči, prideš k meni ali pa zaprem. In sem se odločila, da pridem k njemu, brez nikakršnega znanja. In sem začela delati. Zakaj Trubarjevo? Takrat je pač se pokazala možnost in jo je izkoristil. Če bi bilo pa to kje drugje, bi bilo pa kje drugje. Ni nobenega posebnega razloga. Takrat, ko smo mi začeli, je bila Trubarjeva mrtva ulica. Jaz se spomnim večere, ko sem sama tudi delala v lokalu, me je bilo strah, nikjer ni bilo nobenega. Šele v bistvu zadnjih par let, bi lahko rekla, ta ulica postala živahna in tudi zanimiva za druge gostince. Mislim, da zdaj zelo multikulti zadnjih recimo 15 let, ko prej bilo je neki, bi rekel, tujcev, neki albanski slaščičari, pa še kaj podobnega. Zdaj pa, če greš sploh na drug konec, imaš vse sorte. Tle že soseda Korejka tamle, potem naprej, jaz ne vem, kva so Libanonci, Italijani, Grki, Arabci, Afričani celo tam gor pretruvajo, tako da, ne vem, kva imajo, kar češ. Kaj za mene Trubarjeva? V enem stavku, če lahko. V enem stavku. Moj drugi dom. Moj drugi dom.